In akcija! Pozdravljeni nazaj na Džungljem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Wow, vse, kar lahko rečem, je wow. Kako lepo ste sprejeli našo prejšnjo epizodo Dolgega jezika, ko sem delal intervju s Kajo. Smo že na 24,000 ogledih, če se ne motim. Najlepša hvala vsem, ki ste si pogledali prejšnjo epizodo in jaz sem pripravljen, da že nadaljujemo. Ja, tako je, prav ste slišali, tudi danes že nadaljujem z našim drugim intervjujem. Na koncu prejšnjega posnetka sem vas vprašal, kdo naj bo moj naslednji gost in predlogov je bilo ogromno. In ime, ki se je največkrat pojavljalo, je bilo Anja. Tako da ja, danes nadaljujemo z intervjuji in moja druga gosta je nihče drug kot Anja Širovnik. Vi prosite, jaz vam olagodim. To je bilo pa tako narobe povedano. Jaz mislim, da vas vse zanima, kaj je imela zapovedati zmagovalka prejšnje sezone Sanskega moškega Anja. Vprašal sem jo čisto vsa zanimiva in pikantna vprašanja. Kako je bilo na snemanju in pa kaj se dogaja z njenim ljubezenskim življenjem po Gregorju. Vse to in še več nam bo danes Anja povedala, tako da če te video zanima, ga poglej do konca. In pa, tako kot zadnjič sem tudi danes začel video lačen, tako da že veš, kaj nas čaka. Najboljše, kar začnemo. Gremo. Čisto na začetku nam bo Anja povedala, kakšna je bila njena izkušnja med snemanjem oddaje in pa kdaj je bil njen lowest point. Tako je, razkrila nama je, kdaj je Anja želela domov in skoraj je odšla domov. Poglejmo. Kakšna je bila tvoja izkušnja v oddaji Sanski moški? Ja, sama izkušnja je bila ful lepa. Že to, da sem pač spoznala ful enih ljudi, da sem videla, kako celotna produkcija poteka. Je res taka stvar, ko jo pač ne doživiš nikjer drugje, čeprav pač se mi zdi, da če primerjam odnose med nami, pa zdaj med temi puncami, da mi ful nismo bile toliko povezane, kot pa so, ne vem, zdaj te v tej sezoni. Ampak ja, tako sem rekla, če bi se še enkrat odločala, bi šla še enkrat, ampak ne bi se pa zdaj prijavila, naprimer v drugo sezono. Edin bilo je pa malo straha zaradi tega, ker je bilo vse to prvič v Sloveniji, ker, ne vem, punce zdaj so bile malo pripravljene, kaj pričakovati, pa so malo videli, kako se bo potekalo, mi smo pa res prvič bile. Dobro si imel momente, ko si mislil, pa dej, najbolj, da grem domov, kaj še sploh delam tukaj, ker itak pač, ko si toliko časa zaprt med tolikimi ženskami, prije trenutek, ko se ti prej, ko slej. Kdaj je bil tvoj vrhunc? Kdaj je bil tvoj vrhunc? Kaj si rekla? Moj vrhunc, to se ful spomnim. Moj vrhunc je bil, ko so prišle te nove punce, ko je prišlo 5 novih punc. Takrat se spomnim, ker bile smo noter že po mojem en mesec in vse smo že bile že tečne druga na drugo in potem so nam še 5 novih dali noter. Takrat se spomnim, da še ta Janina šla domov. Takrat je po mojem bil vrhunc, da sem si mislila, aj meni sploh tega treba. Pa, če bi ti hotela prostovoljno domov, bi sploh lahko šla? Jaz mislim, da če bi se kar tako odločila, da ne, oziroma če bi res imela nek dober razlog ali pa če bi se pač s produkcijo prej pogovorila, da bi pol nekako organizirali, da bi šla. Čeprav po pogodbi mislim, da ne smeš kar tako zapustiti šova. Poleg Kaje, katere so še punce, s katerimi si ostala v kontaktu, za kateri si najbolj hvaležna? Zdaj, da sem prav v kontaktu, da bi se vsakodnevno slišala to z nobeno, ampak tako, da bi še pa, ne vem, na kavo šla z njo, oziroma da se še tu pa tam slišimo po Instagramu, ne vem, s Tjašo se še, Sandra tudi, Mary, Janina, z njo smo se tudi ful dobro zaštekale, Nina Savnik. Ali si ti to pričakovala? Si pričakovala tak odziv, ko si snemala, si rekla, mogoče bo pa meni talo, da bo dobro naredila. Si kaj takega pričakovala? Ja, iskreno med snemanjem, pač se mi vsem zdi, da sem bila taka, ko sem, pa če se primerjam malo z drugimi, ko so res pač delale dramo, pač jaz se zavedam, da to more biti za šov, da ne bi bilo zanimivo, če bi bile same take ko jaz, ko pač se nismo kregale pa to. Ampak jaz sem si mislila, da bi lahko iz tega kaj potegnala. Ve punce imate zelo roki leto za sabo, ali po tem letu gledaš oddajo kaj drugače? To niti ne, ampak mogoče, da ne vem, ko gledam oddajo, pa ko punce devajo kakšne te izjave,
se kdaj vprašam, ker pač ljudje hitro obsojamo, kjer kaj reče, pa si misliš, ja, omega, kako je lahko to rekla. Zdaj pa jaz prvo poštudiram, lahko, da je to bilo iz katerega konteksta ven izrezano, ker oddaja ni zrežirana, oni ti ne rečejo, kam moraš govoriti, ampak ti lahko, ne vem, imaš neko izjavo in te ta reporterka sprašuje o eni osebi in ti lahko 90% govoriš samo lepe stvari, pol boš pa 10% rekel nekaj slabo in oni bodo dali teh 10% noter. Zdaj pa točno veva, kaj naj čaka, pridi z mano skuhati ene fini mini instant nudelce. Naslednjih 30 sekund bo posvetila današnjemu sponzorju, ki je Podravka. Prav vidiš, ponovno bova kuhala tele odlične fini mini nudelce. Je pa danes vse skupaj malo drugače. Veš zakaj? Ker jih ne bova kuhala v ponvi, ampak kar v mikrovalovni. Postopek je čisto easy, vse daš v eno šalco, začimbe, vodo in pa kuhaš v mikrovalovni za 5 minut. Tole bi lahko lep zaprl, ampak ok. In pa voilà, nudelci so že narejeni. Danes smo jih pa skuhali kar v mikrovalovni, kva pa to še lažje, kot pa v ponvi, po prvič povedan. Ok, gremo first impression telih fini mini nudelcev. Meni še zmeri najboljši del teh nudelcev tale čili začimba. Ker dejansko je čili, dejansko peče, nisem guril neki. Tako da upam, da vas ne bo motil, ampak do konca tega videa bom jaz tele fini mini nudelce tudi pojedel. A se vi spomnite na začetku letošnje sezone, ko so mu čisto vse punce novemu sanskemu moškemu prinesle darila? No, mene je zanimalo in tudi vem, da se vi sprašujete, se vsi sprašujemo, ali mojo punce dejansko prinesti darila. Ali je to nekaj, kar pop tebi pove, da morajo prinesti, ali kakšna je situacija okrog daril, in tudi to sem seveda Anjo vprašal. Zdaj nam bo pa tudi odgovorila, kaj si dejansko misli o novem sanskem moškem. Ti si bila, če se ne motim, si bila ti čista prva, ki si prišla, ne? A si ti vedela, da boš ta prva? Tisti dan sem zvedla. Aha. Tisti dan, tam ko smo se rihtale, pa to vem, da so mi pač te punce rekle, da sem jaz prva, da grem prva do njega. In kakšen je bil občutek, ko si to zvedela? Tako poštudiraš, zakaj prva, zakaj ki so zdaj glih mene najdli za prvo, pa sem tudi vedela, pač za njega bom prva punca, tako da je mogoče zaradi tega bila neka dodatna trema. Kakšna je bila trema, ko si čakala v avtu? Ja, ful, ker pač ne veš niti, ko priješ tja, ti bo kdo kaj rekel, kdaj lahko greš, kdaj ne greš, ne, tam ti sam avto odprejo, zdaj pa pet. In se spomnim, da ko so mi ta avto odprli in sem mogla iti do njega, sem prvo sploh gledala, čakaj, kam pa naj grem, jaz sploh ti pa videla nisem, a veš. A si ti imela kaj zanga, se ne spomnim? Ne, jaz nisem nič prinesla. Jaz sem rekla, da sem jaz dovolj dobro darilo, da ne rabim. Kaj pa je tvoje mnenje zdaj, ko so čisto vse prinesle, misliš, da so to mogle, ali? Ja, jaz se spomnim, da ko smo mi bile na audiciji, so nam rekli, če imamo že kak predlog, kaj bi mu lahko prinesle prvi dan. Pa sem jaz tako študirala, pa sem rekla, pa kam pa naj nesem, pa sem rekla, ma nič ne bom. Pa so rekli, ok, v redu. Po mojem je bilo takrat kul, da ena ali pa dve ni pač nič prinesla, zdaj letos so pa očitno mogle vse. Vse. Ker vem, da vi njega niste poznali, ne? Ampak kaj ste bleguno, on je fuzbaler, kako bi drugače vedela, da bo prinesla žogo? Ja, a ni bilo takrat celo, da so govorili, da so kao govorili, da bi naj bil fuzbaler, da bi naj treniral on fuzbal. Mislim, da je to bila fora. Aha. Da je bilo to znano, kao da dirka s temi, kaj dirko z avti ali ne vem kaj že bilo, pa da je fuzbaler, pa da ima rad otroke, te stvari so bile znane. Tako da po mojem je zaradi tega Polkaja rekla, ja. I can't. Sorry. A drugih informacij pa nisi izvedela, nič nisi vedela, ne? Ne. Sam pač te, kar so povedali, to, kar se je tudi po televiziji takrat predvajalo. Zakaj misliš, da je bila v letošnji sezoni Ariana prva punca? Kaj je tvoje mnenje o naši punci, ki je prišla ta prva? Ja, jaz mislim, da gre zaradi tega, ker imata toliko nekih skupnih točk, pa kako punco on išče, da so tudi zaradi tega dali neko, ko bi njemu bila najbolj kompatibilna. Po mojem, no. Pa ima nekako največ šans za zmago. To je moje mnenje. A je možnost, da sta si Blaž pa Ariana preveč podobna? Ja, bi znalo biti, zaradi tega, ker to kdaj vse je kul, da imaš veliko skupnih interesov, ampak preveč pa jala, da bi se počlo. Veš, kaj mislim? Tvoje mnenje o novem sanskem moškem? Premlad.
Definitivno prevlad. Mislim, tek, ko so povedali, kdo je, pa tek po slikah sem si mislila, ok, ta bi znal biti malo bolj normalen kot naš gospod. Pol, ko sem pa gledala oddajo, sem pa bila taka, pač to je čist premalj zrelo za tako vlogo. To je, a veš, ne vem. Ker ti moraš biti pripravljen, da ni to sam ti boš prišel tja, pa se boš pogovarjal, tako greš ti, ne vem, z eno punco v real life na zmenek, ampak moraš biti dejansko pripravljen, da boš mogel s tokimi različnimi karakteri delati, da boš se mogel s tokimi različnimi puncami pogovarjati. Pa zdi se mi, da hoče mogoče malo preveč frajer izpasti na trenutke, da hoče kdaj, ne vem, malo preveč vsega. Ker tudi, če, ne vem, a si gledal pač ameriške pa te, tam ne vem, če je kdo bil tak mlad. To so bili vsi na 27-28 let. Zakaj pa misliš, da so izbrali toliko mladega? Ja, jaz sem prvo, ko sem videla, kjer ga so izbrali, sem rekla, ok, iskali so neki kontra od tega iz prve sezone. Čist. A no da, tudi vizualno, karakterno. Pa tako se mi tudi zdi, da ne vem, pri nas je res bila, so res podarjali to, da on išče družino pa otroke, tukaj pa že od prve oddaje, ne, jaz iščem punco. Že tu je drugače. In je res bolj oddaja kot neko dejtanje. Verjemite, da so dobre tudi toliko, kar dobro razgledajo. Zdaj le bo pa intervju nadaljevala z vprašanjem, kaj pa si Anja misli o vseh puncah. Sem pa tudi Ani postavil isto vprašanje, kot Kaji, ali je dobivala kakršnakoli sporočila od letošnjih punc, kako odreagirati na snemanju in tako naprej. In da vam že zdaj le spoilam, tudi Anja je dobila sporočilo od punc, ki so letos prišle v finale. Vse to in še več ne vam pa kar sama pove. Jaz predvidevam, da ti z Gregorjem nisi več v kontaktu. Ne, prav predvidevaš. Bi želela biti? Ne, bi želela biti. Deva se zdaj osredotočiti mečka na punce. Kaj pravo še ni, pa mi mogoče lahko zaupaš tvojih 5 favoritk. Punce se mi zdijo, da so ful bolj normalne, kot pa smo bile v naši sezoni. Zato tudi, ne vem, meni iskreno, ne vem, zaradi tega, ker sem bila jaz v prvi sezoni, ampak zdaj, ko sem gledala to oddajo, mi sploh ni ono, da bi rekel, da je ful zanimivo za gledati, ker se pač ne kregajo, pač normalne so. Favoritke so mi, Kristina mi je kul, Ariana, Hana se mi zdi v redu, ta Eva Luna mi je simpatična. Si dobivala mogoče kakšna sporočila od kakšne Jezren zelo šel, imaš kakšen nasvet zame? To nisem dobila, sem pa dobila, to je bilo po mojem kak mesec nazaj ali pa 2, sem dobila sporočilo iz enega fake profila, da se pač noče izdati zaradi pogodbe in vsega, ampak da če lahko povem, kako je potekalo vse to, ko so prišli snemati domov k familiji, kako je to potekalo. Ampak, ampak ne vem, ali sem pol odgovorila ali nisem. Pač po mojem je ena, ko je prišla med top, ne vem, 3 ali 4 ali koliko bo šlo domov snemati in da jo pač malo zanimalo, kako to poteka. Tako da so zgledali že takrat telefone dobili, ker mi še nismo takrat dobili telefone. No, zdajle smo pa prišli do še najbolj zanimivega dela tega intervjuja, po mojem mnenju. Vsi vemo, da punce hodijo na ogromno zmenko, zato sem jaz vprašal, kateri zmenk je bil najslabši v prvi sezoni. Zanimalo me je, Anja, povej mi, iz katerega zmenka so punce prišle in so bile guno, koliko je bilo pa tole brez veze, pred kamero pa mogoče niso povedale resnice. Prav tako, ja, dame in gospodje, ni me bilo strah vprašati, koliko so punce dejansko zaslužile in bile plačane na dan. Vsi že vemo, da se cena giblje okoli 20 € na dan, sedaj pa sem želel govoricam narediti konec. Tako da z Anjo sva spregovorila in dejansko odgovorila na vprašanje, koliko so punce zaslužile, koliko je zmagovalka prejšnje sezone zaslužila na dan. Gremo. Si dobila povabilo od kakšnekoli druge televizije za kakšnokoli drugi resničnostni šov? Ne. Nikoli? Ne. Pa si s produkcijo še kaj v kontaktih ali ste to po snemanju čist? Smo. Tam so nam tudi povedali, takrat na Pop TV-ju, da pač Pop TV je tak, da ko se snemanje zaključi, jim je pač vseeno za tebe, kar je pač logično. Nimaš več nobenih kontaktov, z njimi pa nič. Zdaj jim v primeru, da te še povabijo. Ponovno kontaktirajo, ja. Je res, da ste bile punce plačane okrog 20 € na dan? Je res. Še manj. Neto je bilo še manj. In pa mi je bilo tako smešno, ko smo prišle ven, vi ste šle tja zaradi denarja, da ste zaslužile. Ma dej, če bi študentsko nek delala, bi več zaslužila.
To je noro. Kakšen je tvoj pogled na to? To je, ne vem, pa koliko so oni po mojem kaj zaslužili s to oddajo, je katastrofa. Ja, jaz mislim, da pač zdaj, ne vem, te, ko so na novo šle, so si lahko neko ceno postavile. Ker vsem, ko si ti enkrat pač, da te ljudje poznajo, si lahko nekaj postaviš, čeprav po mojem neki ful velik tudi ne. Koliko pa misliš, da bi bila ocena njihove postavke na dan? Ma, ne vem, glede na to, da sem takrat slišala, da ko so te nove prišle, da je ta stara celo imela 200 evrov dnevnice, to so takrat punce govorile, zdaj ne vem, koliko je res. Tako da ne vem, upam, da so bile pametne, pa so se zmenile za, ne vem, vsaj 100 evrov dnevnice ali pa kaj takega. Res? Če so že šle, ne. Koliko bi ti dala? Ma jaz po mojem pod 100 evrov dnevnice ne bi šla. Absolutno ne. Jaz, če bi šla, pa da bi se zmenila za dnevnico, bi si tu dala v pogodbo, da me pustijo vsaj nekaj časa noter. A se to lahko zmeniš? Ne vem, ampak jaz bi rekla, to je pač moj pogoj, če hočete, da grem noter, taka dnevnica, pa da sem vsaj, ne vem, 14 dni noter, naprimer. A ti nisi se mogla nič pogajati glede dnevnice v prvo? Ne, mislim, nisem se niti poskušala, ker takrat, da veš, niti ne veš, kako to zgleda, tako da ne, nisem niti probala. Ker Ana Posovnik je bila plačana majčkeno več, kot pa ve, ne? Ja, mislim, da. Ja. Mislim, da Tjaša tudi. Aha, ja, Tjaša je bilo tudi majčkeno več plačano. Ja, mislim, da je prišlo ven kaj ne 13-14 evrov neto, nekaj takega. Noro. Nič. Noro. 13 do 14 evrov, jaz sploh ne bom komentiral, ker se mi to zdi noro, sploh ni ta prava beseda. Za sam konec sem jo seveda mogel vprašati tudi, če je ona dobila povabilo na Merlakovo jahto. In pa za sam konec nam bo tudi povedala, kje je Anja danes. In pa vprašanje, ki vas tudi vse zanima, kdo je njen nov fant? Ima res Anja fanta in če ga ima, kako ste se spoznala, kje ste se spoznala, ali njeni starši njega že poznajo? Poglejte, jaz sem zrihtal čist vse pomembne odgovore. Si dobila povabilo za Merlakovo jahto? Direktno ne, ampak je bila opcija za en termin, da bi lahko šla, ampak ne. Si dobila od snemalca? Ne, ni bilo. Bilo je od snemalca prek ene druge punce in pač tista punca me je pol povabila. Punce so tudi kontaktirale. Ja. Kje je Anja danes? Kaj se z Anjo dogaja? Kako je Anja? Ja, jaz sem trenutno v Španiji na Tenerifi. Zaenkrat živim tukaj, nimam plana ne kako dolgo, ne nič, ampak ja, trenutno delam še kar v social media, sodelujem s podjetji, pa ful mi je, pač uživam v tem delu, res uživam. A je Anja samska? Anja ni več samska. Ni več samska? Anja ni več samska. Bi nam zaupala kaj v tej situaciji? Anja si je najdla latino boja, mislim, tukaj sem ga spoznala, je drugače iz Venezuele, ampak živi že tukaj na Tenerifih 5 let. Ja. Kako sta se spoznala? Na Zumba klasu. Aha, kako je vse skupaj potekalo, kdo je koga povabil na dejt? Ja, bilo je tako, da jaz sem, ko sem rekla, pač, ko smo prišli drugič na Tenerife, sem rekla, da jaz bi pa začela zumbo plesati nazaj, ker jaz sem prej tudi plesala in tukaj vem, da so tudi ful bolj ti latino ritmi in to. In potem sem jaz pač na Googlu poiskala Zumba klasi na Tenerifu in sem njega našla in sem mu napisala na Instagram. On mi je povedal, kdaj so klasi in potem se pač do tega nisma nič slišala. In potem prvi dan, ko sem prišla na Zumbo, sem taka, to pa mogoče pa sam inštruktor ostal. Se boste še kaj drugega učila? Tako. Kaj pa doma pravijo? Ja, doma je malo problem, zaenkrat, če ga niso spoznali v živo, zdaj planiramo, da bo po mojem februarja prišel z mano v Slovenijo, ampak malo je problem v komunikaciji, ker ne vem pač, ok, fotor pa brat znati angleško, mami pa naprimer ne zna in pač se ne moš kaj dosti pogovarjati. Si se ti pripravila na preselitev v Španijo zaradi njega? Ne vem, zdaj ja glih v Španijo, ful nimam to še nekih planov, ampak zaenkrat mi je res ful tukaj. Pa vsem, mislim, imam namen hoditi v Slovenijo na 2-3 mesece že zaradi sodelovanj pa tega, pa da vidim svoje, pa da vidim prijatelje, ampak jaz se kar vidim tukaj. Zadnje vprašanje, kaj je next for Anja? Kaj lahko pričakujemo? Pričakuj nepričakovano, ker jaz sem res tak, ko se nekaj odločim, jaz se la dan odločim, da bom šla jutri nazaj v Slovenijo in bom šla nazaj v Slovenijo. A veš, ful sem tak spontana, zdaj zaenkrat ostajam tukaj in ja, delim življenje na Tenerifu, delim življenje z latino bojem, ali kaj naj rečem.
Ej, jaz ti želim vso srečo. Ful ti hvala, da si se odzvala na ta povabilo, ne bi si ti potreba, tako da res hvala. Hvala vam, da ste me povabili. In smo prišli do konca še enega dolgega jezika, še enega Zoom intervjuja. Rad bi se zahvalil Podravki, ki je sponzorirala današnji video, ti pa ne pozabi počakirati teh čisto novih, fini mini instant nudelcev. Jaz sem se najedel, predebatirala sva, zvedela sva res ogromno novih informacij. Če ti je bil tale video všeč, ga ne pozabi lajkat. In pa spet sva na točki, kjer mi boš v komentar napisal, kdo ne bo moj naslednji gost, moja naslednja gostja. In ne pozabi prečekirati Instagrama, vsak dolg jezik se nas bere tam več in mi je všeč, da lahko zdaj še tam hangamo, ne samo 2-3 na mesec, ko se tukaj oglasim. Tako da tole je moj Instagram. Zdaj bom pa utihnil, pa se vidimo prihodnji teden, čez 14 dni v naslednjem dolgem jeziku, v naslednjem intervjuju. Čau, čau!